Hello, alienčki, kako ste spremni za tole scary zgodbico? Ponovadi ste ful jezni nami, ko to zvečer poslušate in pa ne morete spati, ampak glej, mislim, da je vredno. Zgodba je resnična in videla sem jo pri Mr. Bolanu, pri njemu vsi ga poznate. Bilo je leto 2008 in bilo je poletje in bil je en najstnik iz Kalifornije, ki je rekel, jaz grem na pustolovščino in bom hajkal in taboril na eni dolgi turi. Šel bom skoraj čez cel USA, o Pacifiku, vse do severa in vmes na tej poti eno noč, ko je šel majčken iz glavne poti v temačenemu tesnemu gozdu. Se kar nekaj po noč zbudil in slišal je stopanje k njemu proti šotoru v temi, kjer ni videl nič in bilo ga je strah na smrt in bil je sam sred gozda, sred ničesar, zelo daleč od civilizacije. Ne morem verjeti, da se je to nekomu zgodilo in če se predstavljate, da živimo tako sred gozdov, sred gora, sred podobnega območja, kot se ta zgodba dogaja in si tako, o moj bog. Pa še jaz skozi hodim tukaj v gozd 10.000 korakov delati in res upam, da me ne bo preveč strah po temu. Leta 2007 je v kina prišel film Into the Wild. Ta film sem jaz gledala ne v kinu, ampak je tak res zanimiv, ker je ta najstnik Christopher McCandless. V filmu je pač tale znan igralec drugač in v resnici ta moški, ta fant je tudi obstajal, ker je šel dejansko v divjino za 113 dni. 113 dni je tam živel, dokler ni umrl, sestradal je. Eni pravijo, da je napačne jagode pojedel, eni pravijo, da je preprost samo premalo jedel, eni pravijo, da se je zastrupil, ampak to je bila njegova strast. To je bila edina stvar, ki jo je zares želel početi po šoli. In ta Christopher McCandless je takrat v gozdu sred Aljaske, sred ničesar je najdel ta zapuščen kombi / avtobusek in je noter pač živel, dokler je bil živ. Dejansko obstajajo fotografije od takrat, ker je ful dokumentiral vse in pisal v dnevnik in res vemo, kako se je počutil. In ta kombi šel potem še v nek muzej in tako dalje. Glavno, ta zgodba je res znana. Imate pri meni tudi TikTok, upam, da se ga bom spomnila spodaj na lima, če koga zanima, karkoli od tega fanta. Ampak poanta je, da je bil ta film inspiracija tej naši resnični zgodbi, zato ker 18-letni Matt Higgins je šel v kino in je ta film gledal. Bil je pač lih toliko star, kot ta Christopher McCandless in je rekel, wow, jaz bi to počel. Isto je oboževal naravo, ni se to spomnil kar tako in to je tista vrsta ljudi po moje, ki ne morejo, da ne grejo v divjino enkrat v življenju ali pa pač čim večkrat in so skozi v hribih in v gozdovih. Ko so majhni, so taborniki in ko so veliki, so pač hribovci, ker so skozi v naravi in on je bil tega vajen, veliko je hodil po raznih hiking poteh, po trailih, srečeval se je tudi z divjimi živalmi in nič od tega njemu ni bilo novo, bil je dejansko izkušen planin, čeprav je bil mlad. Njegov plan za življenje je bil tak, da bo pač končal srednjo šolo, potem pa ni točno vedel, kaj bi. Je pa čutil, da mu nekaj manjka in rekel, ja, to je to. Jaz sem dobil inspiracijo, jaz bom tako Christopher McCandless in bom šel naravo, sred ničesar in to bo moja pot. Ko se bom vrnil, bom šel pač na faks ali nadaljeval šolo, bilo kaj, vmes bom imel dosti časa, da se odločim, kaj bo moja prihodnost. Se je pa tudi točno odločil, kam hoče iti. Reče se Pacific Crest Trail in je dolga 1720 mil. To je toklevo kilometrov, bom prevedla. Da si lažje predstavljate, to je dobesedno cela dolžina USA. Torej, če dol gledaš od meje z Mehiko, je on šel vse gor do Oregona, torej čez celo Kalifornijo do severa Oregona, pa imamo gor sam še v bistvu Washington in pa že Kanada, tako da res čez celo linijo. Mislim, da hodiš tako ful po gozdovih, po gorovih, po hribih, tako da tudi če zgledajo slike, da je vse ravno, ni ravno, imaš precej hribolazenja, ampak on je bil navajen vsega tega, bil je navajen tudi plezanja, tako da, če ne drugega je imel res dober plan. Ampak tam je treba razumeti, da si velik sam. Tam lahko hodiš dneve in ne srečaš nikogar. Res si izoliran in še ena punca je bila v še enem filmu, ki je šla po tej poti. Meni je isto full amazing film, mislim, da je celo naslov Wild. Tukaj bom nalimala in isto full gledljiv film. Res, ta pot je challenge, ker tam se vreme full spreminja, žulje dobivaš, sam si, hrane ti zmanjkuje, vode ti zmanjkuje, nevarno je, tam pač več dni ne srečaš nikogar in tudi, ko si najbolj oddaljen od civilizacije, to pomeni, da si tako 50 km lahko oddaljen od najbližjega mesta, sred ničesar, pač Bog ne daj, da se zgubiš, da zgubiš mapo, bilo kaj. Telefon ti spet kaj dosti ne pomaga, glavno res je zahtevna pot. Smo leta 2008, pomlad je nastopila in on je rekel, to je ta idealen timing, da čez poletje jaz to prehajkam. Vse je šlo po planu, on se je iz Kalifornije, kjer je živel, odpravil z letalem in šel tja dol do Mehike, kjer je tudi štartov. Valjda bil je opreman z neskončno opreme, ker je imel vse za
šotor, to je moglo biti ful težko in valjda za ne vem koliko dni hrane in vode, da mu pač ni zmanjkalo, tudi če se vmes refilaš, še vedno imaš ogromno prtljage. In prva 2 tedna sta potekala zelo gladko, njegov point je bil, da hodi kolikor dolg lahko vsak dan in čist neko tradicijo je že imel, da se je vsak večer normalno utaboril nekje, majčkeno proč od poti in je potem pojedel, ugasnil ogenj in se skobacal v šotor, ga zaprl, šel v vrečo in šel spat in spal čim več, kakor je lahko, da je drug dan spet hodil, kakor dolg je le lahko. V glavnem 2 stvari sta se mu zgodile do zdaj, take majčkeno bolj neprijetne. En dan je skoraj dehidriral, hvala Bogu je pač prišel do vode. In druga stvar, skoraj je stopil na klopotačo. Scary, na kačo pač, ampak tudi ni, tako da je bilo vse ok. Potem pa je prišel do Lassen National Forest, gromozanski gozd. Znam po tem, da je zelo gost, misteriozen. Je pa ta gozd razen tega, da je lep, izjemen, wow, res je nacionalen park, pač morate si predstavljati, ampak je bil pa precej konc te njegove poti, tako da je že lahko vohal cilj tega, da reče, da je Pacific Crest Trail prehodil. Hodil je po vijugajoči tej gozdni poti, ki je bila pa zelo tesno obraščena levo in desno vzdolž poti z drevesi. Ta gozd je bil res gosto poseljen z drevesi, kar pomeni, da ne moreš niti nujno kdaj zaviti s poti, veš, ker je to gosto, pa tudi če ni lih deblo, predeblo je toliko podrasti, da preprosto vidiš, ko da tam ne moreš hoditi, pač ni humano sploh ok. In je hodil, dokler ni bil en tak oster ovink desno in ko je dvignil glavo, ko je bilo na eno stran majčken odprt gozd, tako da je bila tam en tak velik balvan je bil, bajtko 6 metrov in šok, ker je takrat po dolgmu času videl 2 človeka tam stati. Ampak situacija je bila ful nenavadna, ker te 2 osebi sta bili tako srednjih let, oblečeni čist v belo in sta stali in ga gledali, ampak nepremično, pa še ful umazana sta bila. In je bilo njemu to ful čuden, ker je logično, tukaj je toliko redko srečaš ljudi, da valjda si najprej vesel, ampak kad te tako čuden 2 osebe gledata, brez da karkoli rečeta, rata valjda awkward. In on je hodil in je bil že tako, ok, mogoče jim lahko pomaham, tako da nek stik navežemo, da se ne počutimo totalno awkward in zelo normalno bi bilo, da bi ona nazaj pomahala, ampak nista. On je torej tako pomahal, se nasmejal, pozdravil, šel naprej, ni dobil nobenega odgovora, ona sta dobe sem zijala banga, nista samo pogledala, zijala sta. In točen je vedel, da te 2 osebe, glede na to, kako brez stramu strmita vanga, še ko je odhajal, mu je bilo logično, da še vedno gledata vanga, ker če ima prej ni bilo bed in tudi zdaj ni bed. In je hodil naprej in je bilo ful scary in feeling, veš, da te nekdo gleda, ker kaj hudiča sta tam počela, kakšna kultura je to, kakšna pohodnika sta to, da jim je navadno, da ne pozdravta, ali pač nekdo iz gozda, ker je še bolj scary. V glavnem, ni mu bilo prijetno, imel feeling, da ima na hrbtu oči in je pač hitro hodil, sam gledal dol in upal, da čim prej pride nekam na odprto, zaradi tega, ker ta gozd je bil dejansko tako narejen, da ob poti je bil toliko gozd, da je imel pač občutek, da so stene, veš, nisi mogel levo ali pa desno. Še vedno mi je bilo malo neprijetno, ampak počasi se je spuščala tema in je vedel, da dolg več nima smisla, da hod. Gozd je bil pa še vedno enak kot prej, ampak na levo so je majčken odprl, tako da je videl, da gre lahko majčken čez tisto goščavo in je prišel do take mini jasice oziroma majčken se je go zrečil, da je lahko rekel tam, ok, primerno za šotor, tukaj bom to noč ostal. In je dol lepo. Čist po njegovi tradiciji ta šotor ven in ga je postavil in vse prštimal. Imel je tisti mini grelnik, kurilnik za pač hrano, da si naredil nekaj, pogrel, pojedel, ampak ni pojedel vsega. Ostanke si potem vedno tradicionalno dal v vrečko in to vrečko je potem vrgel čez eno vejo, tako kot vidite tukaj na sliki, iz razloga, ker tam pač pridejo lahko divje živali in to vzamejo. Dejansko živali pridejo to pojesti, ker zavohajo kakšno hrano in tam by the way so tako vse možno divje živali, tako tudi medvedi. In je šel šotor, zabubil lepo spalno vrečo, zapel in šel spat. Zjutraj ga je zbudilo sonce, tako da nič nenavadenega, spal je čist ok in je zlezel ven iz šotora, pogledal sonce, ful lep dan, pogledal gor pro drevesu, da videl, če njegov zajtrk še vedno tam in voilà, tam ni bilo nič. In je tako gledal, sem jaz kaj pozabil, a sem jaz včeraj tisto hrano tja vrgel, je valjda, da sem, a ne? In je šel hitro tja, da pogleda, ok, dejansko je ena žival uspela prideti in to dol vzeti in odnesti, brez da bi jaz slišal, svaka čast. In pa je tako razmišljal, čuden, ker ponovadi žival prvo kot prvo jo slišiš, drugo kot drugo bi sam dol spraskala tist in bi na tleh pojedla, ne bi odnesla sabo vrečke, ker kdo to dela, živali ne. In ko je gledal po tleh pod nogam, če mogoče hrana dol, je videl stopinje.
ampak te stopinje so bile človeške. In tisti moment bi si bolj želel, da bi bile medvedje, zaradi tega, ker je razumel zdaj, da je človek ali več ljudi hodilo okrog njegovega šotora po noč in jih ni slišal, ker je že samo po sebi scary. In če bi bil to zdaj krem popotnik tam, ko bo prišel hrano krast, je pač bedno. Če sta bila pa to dva, ki sta ga dejansko prej opazvala in zelo močen občutek je imel, da sta to tiste dve osebi, je pa še toliko bolj scary, ker kako hudiča sta ga po noč najdla. Kako sta vedela, kje je? To mora biti nekdo, ki ful dobro pozna gozd, ali pa, ker je bila še hujša misel, nekdo, ki mu je sledil. In ja, ful neprijetno, da kdorkoli že to po noč naredil, je bil tok neslišen. Ker Matt je imel rahel spanc in da ga to ni zbudil, je ful bad, ker se ne počutiš več tok varno, ker imaš feeling, da svojim čutem ne moreš tok zaupati, veš. Pa je pa začel razmišljati, shit, super je ideja, da sta ona dva prišla, odnesla hrano in šla, ampak kaj če sta še vedno nek tle? On je bil tam, ker se je ta gozd malo odprl, je pa razumel, da mora zlaufati nazaj do glavne poti, ki je bila približno 100-200 metrov preč in je hiter samo se pospravil in laufal, da se je mečkam boljš počutil, ker je prišel na to glavno pot, ki je bila še vedno ful gosto obraščena z gozdom, imel si feeling, da so zidovi levo in desno in razumel, da mora sam naprej severno čim prej proti cilju, čeprav ta cilj je bil še dneve in dneve in dneve proč. In je šel in samo hodil in gledal dol in ni mu bilo prijetno, še vedno imel občutek, da je nekdo za njemu, ampak je končno prišel na eno odprto površino oziroma ven iz tega gozda, kjer se mu je odprl razgled, sonce je sijalo, da si je malo vdahnil. Še vedno je bil temu gozdu Lesson Forest in tudi, ko je imel ta razgled, je točno videl, da bo gozd še naprej enak, gozd zaraščen in scary, ampak zdaj se je mečkano vdahnil, ko si je mislil, karkoli že to bilo, sem zdaj sam, nikjer za mano, pred mano, okrog mene ni nikogar, gremo dalje. In res ni bilo nič posebenega, 3 dni še potem je hodil in nič se ni zgodil, nič ni bilo strašnega, vse do 4. dneva, ko spet je šel izven poti, izven te goščave, da je prišel do mini travnička, kjer se lahko utabori. Pojedel je, se zapakiral v šotor, v spalno vrečo in šel spat. Še eno stvar je naredil ta večer in sicer palce, take srednje tanke je postavil okrog šotora iz razloga, da ko bo nekdo potencialno se približal, ga bo slišal, ker bo stopil na te palce in bojo počle. Zdaj, 4. dan ni več nič tazga pričakoval, je bil pa še vedno malo paranoičen od tiste noči. Prej povem, kaj se je zgodilo to noč. Hvala sponzorju Svet užitka. Vem, da je Valentinovo mem, ampak če upaš dol opis videa in klikni to spletno stran in pogledati, kaj vse imajo, vse od vibratorjev, dildotov in seveda za moške moje, tudi masturbatorjev, da nam te slučajno mislili, da za vas ni, analnih čepov, BDSM opreme, seksi outfitov. Imaš tudi drogerijo, tako vse možne te lubrikante, za vse možne dele telesa. In pa za vse to, kar ste zdaj slišali, imate vedno moji 2 kodi. Ena je Alenka 15 stvari, ki so že znižane in ena je Alenka 10 stvari, ki še niso znižane. Obe veljata tudi v fizičnih trgovinah, preprosto prideš tja in to poveš verbalno, oralno. Rekla bom samo še to, da se vam splača kaj novega probati. Ali si sam, ali si v paru, ali to skupaj počneta, ali vsak zase. Obljubim ti, da boš odkril užitke in točke telesa, ki sploh ne veš, da jih imaš in je res nekaj posebenega. In pa še najlepša hvala vsakmu, ki kdaj kaj naroči prek mene, tako skodam, ker podpirate mene in ta kanal in vse, kar delam. Zdaj pa gremo naprej. Matt se je po noč zbudil. V čisti temi, ni bilo še jutro. A veš tisto občutek, se zbudiš in veš, da je bil en zvok, veš, da te je nekaj zbudilo, ampak ne veš kaj. No to. Zbudil se je in bil čist tih, da bi slišal, kaj ga je zbudil. In pol sliš zvok in poke tistih palc, ko mu je prebilo, to so tiste palce, ki sem jih jaz postavil, kaj se dogaja. Pol je slišal stopinje. Pol je razmišljal, naj bo žival. Ni bila žival, ker je potem slišal šepetanje. Ampak to šepetanje ni prihajalo iz enega konca ali pa iz 2. To šepetanje je prihajalo iz okrog in okrog, kot da bi bila množica ljudi. In skozi več je bilo stopinj in vse se je približevalo in na smrt ga je bilo strah. Zmrznil je, vse, kar je lahko naredil z roko, je to, da zgrabil nož, ki ga je začutil zraven, pa še to nož, ki ne upaš zvoka proizvajati, ker čeprav vsi že grejo proti tebi, še vedno nočeš, da bi te slišali. In kar je bilo pa najbolj absurdno je to, da v sekundi so se vsi zvoki nehali. Ratala je čista tišina. Ker je bilo še bolj scary, ker na tej točki hočeš, da se nekaj zgodi, ali pa slišiš te korake, da grejo preč, ampak ne, ratala je čista tišina. In on, lahko si predstavljate, samo ležal v šotoru zmrznen, do jutra ni več zatisnil oči in je sem čakal in probal biti čim bolj tih,
da ne bi slučajno preslišal tiste stotinke, ki so v neki zgodali in bi mogel reagirati in je hotel tega prespati. In pol zjutraj končno se je začel sonce kazati svetloba, ptiči so začeli peti in je bil mečkano ok, whatever je že to bilo, po mojem, da sem zdaj sam, ali kaj? In je počasi prišel ven iz šotora in je videl, da je sam. In je šel ven in je gledal, no, sem jim blede, a sem jaz sanjal, a so bile to sanje, neka paraliza, in je gledal okrog in shit, stopinje so povsod. Ok, nisem sanjal. Upam, da ne pozabljate, ko to govorim, da to je resnična zgodba, to se je njemu vse zgodilo. In ko je gotovil, da so te stopinje, tam je razmišljal, ok, karkoli se že dogaja, se res dogaja. Še bolj grozljivo je, da če so to oni ljudje, ki so me videli tam dol, so mi mogli slediti, ker kako drugače bi me najdel. In če mi sledijo, zakaj mi sledijo? Dobesedno nič se ni zgodilo, samo okrog šotora so bili, niti hrane mi tokrat niso mogli ukrasti. V glavnem, vse to je razmišljal, ko je laufal ven iz tega gozda. Vse je še popakiral sicer in je sam šel, spet čim hitrejš, kakor je lahko, naprej severno in dokaj kmalu je prišel do novega mesteca. Enega edinga, ki je bil tam bliz, tukaj bom najla dejansko sliko še, motelu se reče Sleepy Hollow, pač what. In ja, tam je tudi prespal. Imel je tisto eno noč in je ves čas mozgal in razmišljal in komike je spal, ki je ves čas razmišljal, kaj se dogaja in mogel se je zelo na hitro valjda odločiti zjutraj, da veš, ali boš še tle, ali boš starše klical, da greš dam, ali boš pač končal to pot, ne? In to se je on sprašoval, no shit, kaj ne naredim. In verjetno že veste, kaj mu hočete priporočati, no just go fucking home, ampak ne, on se je odločil, da to, kar mu pomeni njegova varnost, da bi zdaj skidal dami in bi bil pač varen pred temi ljudmi v belem, je istočasno imel željo, da konča to pot in da reče, da je ta dosežek za njemu. In ko je nadaljeval to pot, ni bil samo v lesen gozdu, ampak je šel naprej v Shasta Forest. Shasta Forest je znan po tem, da tam ljudje zginjajo na najbolj bizarne načine. A ste slišali za Appalachian Mountains? To je čisto na drugi strani Amerike, tako iz leve na desno. Tlej pa Shasta Forest, ki isto velja za območje, kjer hajkerji pridejo dam, rečejo, moj kolega je bil z mano in kar naenkrat je zginil in ne znajo razložiti kako, kam, zakaj, in potem, ko so cele iskalne akcije in grejo po njih nazaj, jih nikdar ne najdejo. Keep in mind, da je Matt vedel to. Vedel je, da gre v Shasta Forest, ki je znan po tem. Jaz sem danes še malo googlala, Shasta Forest ima kao neko staro civilizacijo. Kao domačini indijanci so imeli te legende v neki prav civilizaciji, ki je bila ful napredna in neko mesto pod tem območjem, pod tem gozdom v nekih rovih in tunelih, po mojem je ful obsežen tak jamski svet in so neke legende. Tukaj sem nalimala en kratek izpisek, če imaš čas si preber. Ampak ja, Matt je šel s tem vedenjem in s to idejo belih ljudi je šel naprej v Shasta Forest. Vizualno je zelo podoben Lesen Forestu, ker pomeni, da je zelo, zelo lep, ampak je tudi zelo gozd zaraščen in pač star, izjemen, scary gozd. Hodil je in gledal dol in si govoril, še malo. Še malo je še vedno dolg, tako kot še teden hoje, ampak je rekel, gremo, nehaj razmišljati o slabih stvareh, imaš ti to. In 3 dni je bilo vse okej. In spet na 4. dan je šlo vse narobe. Ponovadi gre vedno vse narobe, ko vam pride na neko odprto površino in je vse ful lepo. Tako da v tem primeru je prišel ven iz gozda in je videl ful lep razgled. Vse se je odprl, sonce je bil, gozd je bil lep in počutil se je okej, ker se že dolg časa ni nič slabega zgodil, dokler ni pogledal za sabo. V daljavo. Daleč za njim je bilo pač prazno in lahko pogledal v daljavo in je videl 2 bele pike. Kaj mi je bilo jasno tisto sekundo? Sledijo mi. Še vedno mi sledijo. Te ljudje v belem, zdaj vem, da so oni te, ki mi sledijo in drugo kot drugo. Ne samo, da so bili takrat po noč in so me hrano kradali in da so me takrat naslednjo noč prišli še petati okrog mojega šotora, še vedno mi sledijo. Ko sem spal v mestu, so še vedno mogli čakati, da neham spati v mestu in da grem naprej hoditi in še naslednje 3 dni so mi sledili. To je bilo zdaj 100 km preč od tiste prve lokacije, kjer jih je videl na balvanu. Panika. Pogledal je na zemljevid in videl je, da je na najbolj izoliranem delu tega hajka. Bil je 40 km preč od najbližje civilizacije. Vse, kar je naredil tisto sekunde, je začel laufati, sploh ni razmišljal, ure je laufal. Težava je v tem, da čeprav se je obračal in je videl, da mu noben ne sledi, se je utrudil in začela se spuščati noč. In vedel je, da nima šans, da pride do cilja, do tega mesta,
in je šel čim bolj globje v gozd, izven poti. Tu najdu prosto mestno rekel, nekaj, tukaj bom jaz mogel spati. Ni niti pomislil, da bo dejansko spal, pač postavil šotor, da je imel zavetje, probal se je skriti, definitivno ni ognja prižigal, ampak je pač v spalni vreči ležal v tem šotoru in čakal, kaj bo. Prestrašen. Imel je upanje, da bo vse v redu, ker po logiki, kakor je on laufal, bi mogel biti milje in milje preč od njih in tudi, če bi mu sledili, ne bi zdaj mogel točno vedeti, kje je, ker niti bliz poti ni bil in kako hudiče bi ga zdaj najdel, skoraj nemogoče, ampak še vedno ga je lovala strah. Ure in ure je ležal, preden se je toliko trudil od vsega teka in hoje, da je malo zakinkal, malo je zaspal. In zdaj tle neki počel. I don't like this game. Tokrat mu je bilo zelo hitro jasno, da so te ljudje spet okrog. Slišal je šepetanje, slišal je stopinje, vse skupaj so mu približevali. S tem, da tokrat je še nekdo prižgal luč, svetilko, direkt v šotor in je bil samo fuck no. Takrat ga je pa napadel adrenalin, ker je vedel, da karkoli že je, tokrat ne bo toliko lahko se končal in je skočil iz šotora z nožem v roki in se izstrelil ven, se boriti za življenje. In ko je bil izven šotora, je za sabo zaslišal zvok, se na hitro obrnil, pričakoval je tisto postavo v belem, ampak videl je črno senco, črno osebo in ta senca v črnem je šla direkt proti njemu in on je takrat sam zašprintal na polno v čisti temi. Predstavljaj si, da ni videl popolnoma nič. Tista lučka ga je še bolj zaslepila, tako da nič mu ni bilo jasno, kam laufa. Vse pustil za sabo, sam laufal ful daleč, dokler ni prišel do nečesa, ki mu je izgledala kot luknja, ampak v bistvu je bilo padlo ful debelo veliko drevo, ki je padlo na skalo in tam vmes, ker je bila luknja, je on splezal noter, ker od strahu ni točno vedel, kaj bi in se je zavlekel tja noter. In zavlekel se je tako, da je gledal proti tisti postavi, iz katere smeri naj bi prihajala. In je čakal in ni jih slišal, ni jih videl je samo tisto lučko, ki je šla v napačno smer in je ugotovil, da ga verjeten to noč ne bojo najdel. V takem strahu, ki je bil, je tam trepetal in se tresel in ni zaspal. In že ko se je dan naredil in s to idejo, da so ga oni vseeno iskali z lučko in da so bili after him, se ni premaknil do poznega popoldneva. To ga je bilo strah. Ko je prišel malo k sebi, ni niti pomislil iti nazaj po šotor, čeprav ni bil tako daleč. Model je sam začel šparintati tako zmešan v smeri, kjer je verjel, da bo pot in da bo šel naprej do mesta in mu je tudi uspel. Prišel je do mesta in je šel kuj v akcijo. Štopal je do Mount Shasta, do tega najbližjega mesta, do Ranger Office, točno tole, ki bom dala na ekran. Prišel je tja, vse skupaj prijavil, v šoku, v strahu. In ja, ta policija tam, oziroma rangerji, karkoli že so zapisali vse te informacije, so mu organizirali potem motel takrat, da je normalno prespal. Sicer ni imel nič denarja pri sebi, nič za spati, nič oblačil, ampak ker je imel tako prijavo pri policiji, jim je bilo jasno, da se je nekaj slabega zgodilo in so mu pač to uredili, ker je bil pač nekdo v stiski. In potem tudi drug dan je organiziral, da so njegovi starši prišli ponga itd. In takrat se je pač normalno odpravil domov. Je pa čez nekaj mesecev se odločil klicati to Ranger Office, da je pač vprašal, če je kaj novega, če je kaj informacij, če kaj vejo, kaj hudiča se je to dogajalo, pa kdo da hek so bili ti ljudje. In policija je rekla, ja, več ljudi je imel podobne prijave kot ti, da so jim kradeli stvari, da so slišali zvoke, da so imeli občutek, da jim nekdo sledi, ampak nihče jih pa ni dejansko videl, tako kot jih je on videl. Če zdaj ne ve, ne on, ne mi, kaj so te ljudje bili in kaj so želeli. Jaz sem pa še razmišljala, da mi je ful scary ideja, da so imeli lučko. A veš, kaj hočem reči? Da imaš tam lučko, moraš imeti in baterije in svetilko, ali pa pač si jo lih ukradel nekomu. Veš, kaj mislim? Da so jo mogli sveže ukrasti nekmu drugmu hajkarju, ker drugače bi itak zmanjkali baterije, obviously, ker so pač gozdni ljudje in nimajo elektrike, nimajo baterije, bi prej zmanjkali, ne morajo jih filati. Se pravi, kdo je bila una žrtev, ko so mu to vzeli? In kaj hudiča so hoteli, če so imeli tako trikrat šanso mu kaj narediti, ali pa ga pojesti, ali pa speči, ali pa nekaj, zakaj so ga sam strašili, kaj imaš od tega, da mu slediš tako 100 kilometrov, what the heck, pač full scary, v glavnem. Kakor so meni te hiking poti amazing in lepe, mi je zdaj najbolj bizarno, ko bom enkrat v Ameriki nam upala iti hajkat, ker me v strah gozdnih feral divjih ljudi. Anyways, hvala Mr. Bolenu za to zgodbo, da sem jo lahko povzela in hvala, ker ste gledali. Če vam je ta kanal všeč, prosim naročite se, kaj čakate. Ne pozabite na Svet užitka, link je spodaj, tukaj imate kodo linka 5 in linka 10. Hvala, ker ste gledali ta video, se verjetno gledamo naslednji petek. I love you guys. Alien Mama out. Bye.